Evo nas. Stožec. Stožec, smo rekli, je pa ena taka primerljiva stvar piramidi. Tule imamo eno skico stožca, mogoče ga še jaz narišem, ko mi gre zadnje čase risanje tako dobro. Takole naredimo dve tele črti in pa povežemo. Evo. Evo, že boljše. Sam predstavljala sem si sladoled. En tak trik majhnih mojstrov je, da če povlečete tole malo manj kot cel krog, se pravi malo bolj ozko, in pa tudi tu zadaj naredite bolj tako lečo, a ne, potem izgleda tako res 3D oblike, ne. In pa vse kroge lahko popravite pa tako, ne, da date na sredino tule pikico, ne. Da si sami malo sredino prilagodite. To so za tiste, ki malo grše rišemo, so taki triki, da pa izgleda, da obvladamo. Dobro, pustimo zdaj to. Se pravi stožec. Stožec ima eno osnovno ploskev, krog spodaj, in od središča pa do oboda kroga, ne, do krožnice, imamo polmer. In ta polmer je tudi polmer stožca. Potem takole, če bi pogledali ta poševnica, to je stranski rob stožca, in pa razdalja med vrhom in središčem. To pa je višina. Takle, ne, to pa je višina. Pravi, imamo en tak lepi trikotniček v tem našem stožcu. Evo ga. Zdaj, ko glih imamo tale trikotnik v delu, bi lahko izpeljali tule eno formulo. Zdaj, jaz imam tule danes sicer enega obiskovalca zraven, saj večkrat, ampak danes si pa ne paše, tako da pridem takoj nazaj, a ne, pa bomo izpeljali to. Takole, ne, in ko smo glih pri tem trikotniku R, višina in S, lahko pa še kar napišemo eno formulico, ki vedno drži. In sicer R na kvadrat plus V na kvadrat je S na kvadrat. A ne, to smo kar na hitrico dobili. Okej, tole je vrh stožca, da ne pozabim, ne, čisto na vrhu je vrh stožca. Dobro, pa poskusimo zdaj izpeljati naši dve formuli, in sicer ploščino, površino in pa prostornino. Mogoče najprej prostornino. Takole, ne, imamo prostornino. Zdaj, rekli smo, to je malo tako, ko, kako bi rekli, piramida. Se pravi, da bo osnovna ploskev krat višina tretjina. Zdaj pa moramo samo razmisliti, kaj je osnovna ploskev v našem primeru. Poglejmo osnovno ploskev. Krog. Kakšna pa je ploščina kroga? To je pa pi r na kvadrat krat višina, vse skupaj ulomljeno s 3. In prostornina izpeljana. Bravo naši. Zdaj pa rabimo še površino. No, površina je pa spet malo tako, ne, triki miki. Najprej osnovna ploskev plus plašč. Osnovno ploskev že znamo, ne. Vendar pa plašč bi znal biti pa problem. No, pa ker tako radi režemo zadnje čase, kaj če bi prerezali recimo po temnem robu in to odprli. Takle bi bilo, ne, malo bolj na široko. Takle bi bila ena okroglina, ali kako bi rekli. Tu, ko smo rezali, tu so stranski robovi. In ker to zdaj en tak izsek kroga, ne, je tole tudi stranski rob vsepovsod, ker je vsepovsod isto oddaljeno od vrha. Tole, če bi pa rekli, ne, je pa okoli in okoli kroga. Se pravi obseg. To smo se pa že zdaj spomnimo, je pa 2 pi r. No, potem pa bomo zdaj malo tako po fizikalno naredili. Tole je sicer krožni izsek, a ne da, ampak kaj če bi mi rekli, da je to en tak trikotnik. Trikotnik, ko ima tule višino S,
pa tole C-stranico 2πr. Če bi hoteli ploščino tega dela potem izračunati, bi rekli, aha, tole S plašča, ker to je pač ta izseka, ne, bi bilo S, to je višina, krat stranica 2πr, polovic, a ne. Pa dvojke pokrajšamo, pa dobimo πr S. In ja, tako preprosto je to. Aha, tole vam pa malo zakrivam rezultat, to je πr S. Evo, takole. Jaz se malo težje umaknemo, ne. Okej, in to damo zdaj v površino in dobimo S osnovne ploskve je πr na kvadrat plus S plašča je πr S. Če bi pogledali zdaj ti dve formuli za prostornino pa površino, vidimo, da jo ne bomo zvozili, če nimamo R, višine pa S pri teh računskih operacijah. Se pravi, vse tri moramo imeti in za vse tri iskati, se pravi, če imamo dve, lahko avtomatsko iz tega izrekca oziroma formulice dobimo še ta tretjo, ne. Tako da vsaj dve stvari v stožcu morate imeti, tretjo dobite in potem računate tako, da se kar kadi od vas. Okej. V redu. Zdaj imamo še pa eno stvar, in sicer enakostranični stožec. To gre pa podobno, kot gre pri valju. In sicer mi presekamo z sekiro, takole bom bolj tako vikingško sekiro naredila. Super. In presekamo po tejle meji, ne. Po osi. In dobimo en tak trikotnik. Tule je S, tule je S, tule je R in tule je R. No, in kadar je osni presek enakostranični trikotnik, se pravi, da je tole enakostranično, potem je tudi stožec enakostraničen. To pomeni, če je S enako 2R, v tem primeru je naš stožec enakostraničen. Tako. In spet, če tole velja, se dobijo neke formule in potem lahko prostornino in površino izračunamo na prekrasen način samo z R. Ampak zdaj mi to ne bomo, zato ker potrebno je vedeti tele dve formule. Jaz vedno pravim, boljše, da se mogoče formul ne učite toliko, pa da si znate nekako tisti formule izpeljati, ko jih ne rabite čisto vedno, ne, samo kak podatek veste in potem lahko si izberete karkoli. Če se pa učite veliko formul, a ne, oziroma jih ne obračate, potem je pa zelo težko potem, ko je treba nekaj iz glave ven potegniti, a ne, vse tiste formule povedati, ne. No, če pa znate vse formule, pa tudi v redu, ne, kakor hočete. V glavnem, jaz jih večkrat ne znam, ker obstajam, ne, si pač kar izpeljem, ne, malo posekate kaj, pa je takoj boljše. Dobro. No, to je to. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!